Prijatelji dobrega branja, spoštovano občinstvo, v imenu Celjske Mohorjeve družbe lepo pozdravljeni. Zelo sem vesela, da smo znova v družbi patra magistra Branka Cestnika, ki se z vsakim svojim delom trdneje umešča med najboljše slovenske avtorje zgodovinskega romana. Po dveh romanih iz časa prvih kristjanov na naših tleh, Sonce Beduijone, spomnimo, kot prvenec je že bil kandidat za Kresnika, in Šesti pečat, so ga prevzele nepovedane zgodbe iz druge svetovne vojne. To so predvsem zgodbe naših dedov, ki so bili prisilno mobilizirani v nemško vojsko. Po pogovorih z njo zdaj letimo z žerjavi. Razmik med žerjavi. Na začetku smo slišali takole v tem uvodu ruskega baritonista Dmitrija Horostovskega s pesmijo Žerjavi. Z razlogom. Namreč tako delovni kot končni naslov je navdihnila pesem. Kje ste prvič slišali za ta motiv žerjavov? Torej, jaz sem eno drugo pesem o žerjavih poslušal, eno sodobno ukrajinsko balado, ki sem jo naše begunke predlagal, naj poslušam, in potem sem videl, da še ena pesem o žerjavih, se pravi po rusko se tem reče žuravli, in sem šel pogledati, kakšna je, in sem videl, da je vojaška balada, potem šel pogledati besedilo, pa mi je bilo zelo všeč. In tako sem se srečal z tem simbolom žerjava, simbolom, ki je v bistvu simbol duše, ki po smrti odide. Ampak to je en stari simbol, tudi v antiki je ponekod bila duša, ki zapusti telo v obliki ptice in odide od človeka. In me je fasciniralo po svoje, da so v Sovjetski zvezi puščali en takšen stari, napol religiozni simbol za dušo, žerjava. Ampak tudi delovni naslov je izhajal iz neke stare pesmi, ne? Ja, čisto prvi delovni naslov je bilo iz Slomškove pesmi Naj neha moč hudobnega sveta. Ta pesem je napisana v knjigi? Ja, ta pesem je v knjigi napisana. To je tista pesem, ko jo zapojejo, ta ena ljudska pesem, ko jo zapojejo, zdaj smo delo dokončali, Bog da bi ti dobro spali. In tam v izvirniku izpred 200 let pa v tej pesmi še potem prošnja, da bi se hudobni svet nekako umaknil dobremu svetu. In sem tem, ampak ta naslov je bil potem malo predolg. Skratka, izhajali smo iz glasbe, s tem smo začeli, tudi sporočilo smo zdaj že omenila, kaj je tisto, kar bi ta knjiga hotela pod črto prenesti bralcem. Pater Cestnik, koliko slovenskih mož in posledično družin je bilo tako nekako zaznamovanih s to žrtvijo brez zadoščenja? Zdaj smo 80 let po drugi svetovni vojni, teh zgodb. Mobilizirancem nemško vojsko je bilo okrog 70 000. Zlasti leto 1944 je bilo silno mobilizacijsko leto. Moramo vedeti, da je nacistična Nemčija leta 1944 imela največ vojakov. In zanimivo, pa to že proti koncu vojne, in tudi zanimivo, da je takrat imela največjo industrijsko produkcijo, ne glede na to, da so jo zavezniki bombardirali industrijske obrate. Leto 1944 je bila še toliko industrijsko in v osebju močna, da je nekako še lahko vodila vojno, ampak potem je vendarle so druge sile toliko vztrajno, da je Sovjetska zveza z vzhoda, pa zahodni zavezniki z zahoda jo potem vseeno strle. No in v vseh teh zgodbah so bili Slovenci na vseh teh bojiščih. Že, če samo se spomnim enih naših mož iz naših vasi, recimo od Afrike, na Monte Cassino, recimo s Frankolovega, železnikov, potem pri Murmansko, gor v ledu, in posod so v Normandiji, med izkrcanjem zaveznikov Normandije, en gospod iz Arclina pri Vojniku streljal z mitraljezom na Američane in Angleže in Kanadčane s tako silovitostjo, da je 6-krat menil žalečo cev. Tega sem potem, ta motiv sem v prvem romanu uporabil. In je vojno preživel, zanimivo. Po vojni je bil električar. Torej, vsi ti možje so bili povsod v teh zelo dramatičnih trenutkih, mnogi so tudi umrli, bili ranjeni,
Potem so prišli po vojni domov, seveda, ali iz odvetništva ali tako, in potem pa so bili državljani drugega razreda. In tudi svojih zgodb, junaštov niso smeli povedati, ker so bili pač v napačni vojski. Ne. Še enkrat Slovenec v tuji uniformi, ne. Še enkrat. In se mi zdi, no, da vse je nekaj stvari nastalo, ne. Ampak seveda, tisto, kar se je zamudila, so se prva desetletja po vojni, ko bi ti ljudje lahko bolj javno povedali zgodbe, pa zapisali knjige, pa spomine objavili. Ne, ta leta so se zamudila in potem smo zdaj nekako vnuki tisti, ki se spominjamo njihove pripovedi, tako tudi z roman za žerjavi se začne z vnuki. Kaj boš povedal svojim vnukom, ne? Da malo ta ciklus spominjanja in pripovedi zaključimo. Skratka, toliko trpljenja, toliko prelivanja krvi, žrtvovanja in potem ta drugorazrednost, ko ne smeš niti teh spominov obujati. Vi ste ta motiv, ta navdih dobili iz prve roke. Od nekoga, ki vam je to zgodbo povedal, se pravi slovenskega mobiliziranca, nemškega vojaka, ki se je zaobljubil, da ne bo streljal. To je resnična zgodba, pa ste ugotovili, da je to nekakšen slovenski fenomen, ki ni tako osamljen. Ja, torej, jaz sem to zgodbo slišal najprej na Frankolovem od vnuka, od gospoda Ivana Čretnika, potem pa še od gospoda Ivana Čretnika samega, ki je v celjski bolnici ležal na smrtni postelji, se poslavljal od življenja. To je bilo, mislim, da junija 2007. No, in sem ga šel obiskat in potem je še on to zgodbo povedal. Takrat, ko ti na smrtni postelji v tistem polurnem obisku pove eno zgodbo, v glavnem eno, ne, veš, da ti je povedal nekako sintezo svojega življenja, svojega moralnega, duhovnega življenja, da se je pač v najhujši vojni moriji odločil, da ne bo nikogar ubil, ne bo nikogar streljal, če tudi bo v prvi liniji na fronti. Tako se je odločil in potem se je tega držal, tudi ko bi lahko sam umrl, torej, ko bi moral nekako se spopasti z enim sovjetskim vojakom, mož na moža, je on puško dol vrgal in se onemu prepustil. Kaj bo on naredil? Potem sta pa začela komunicirati, bila sta pa sama, v izvidnici v bistvu, začela komunicirati in sta se pol ure pogovarjala in sta se potem razšla. In je to držal do konca. No, potem je pa zanimivo, da sem potem, ko sem že začel pisati roman ali pa ko sem se pripravil, da ga bom pisal, ko sem to malo potem razčvekal okrog, kaj delam, sem pa potem hitro dobil tudi odzive še od drugod, od drugih ljudi. Jaz sem naš starjata tudi ni streljal. Pa moj ni, pa moj, In potem sem videl, da tu že neki vzorec, skoraj da, ki ni bil nikoli dovolj raziskan. Potem so bili taki, kot oni arclinski gospod, ki je streljal do nemoglosti, so bili Slovenci tudi taki, v nemški uniformi, torej, ki so se bojevali. Ampak bili so pa tudi ena nit teh, ki se niso bojevali ali pa niso hoteli. In uporabljali so neko tehniko navideznega boja, se pravi, da so streljali, ampak prek glav ali pa v zemljo. Tako, in ta Ivan Čretnik mi je rekel, po vojni sem pa šel k spovedi in pri spovedi sem spovedniku povedal, da pa mogoče sem pa koga zadev, ko nam je oficir okazal streljati v grmovje, neko goščavo. Torej, tako, torej ta vzorec, ki ga jaz potem nisem znal niti razložiti, odkot bi ta motiv bil. Eden motiv je gotovo ta, da si pač Slovenec v nemški uniformi se noče za neko tujo silo boriti, to je lahko en motiv, narodno zaveden, političen tudi, nisi nacist, moraš se pa z Reichsadlerom na prsi boriti proti Rdeči zvezi tam na vzhodni fronti, in je vse tebi to tuje, obe ideologiji, ali pa verski motiv, torej zaobljuba pred Bogom. In sem videl, da ta verski motiv ni bil tako redek, torej neka katoliška vzgoja. Zdi se, da je po prvi svetovni vojni bilo takšno ogorčanje nad trpljenjem prve svetovne vojne, da tudi v katoliško vzgojo, v pridiganje potem prišlo neko pacifistično
neka pacifistična govorica, ne, da so se pa tudi mladi potem po prvi svetovni vojni lahko navzeli tega. To bi potem zgodovinarji to imeli eno nalogo, da te stvari podatkovno potrdijo. Jaz sem pač tako kot pisatelj, ne, se lotil bolj po navdihu. Ampak nekaj podatkov sem pa le zbral, nekaj zanesljivih podatkov o teh pacifistih. Ta vpliv cerkve, tega pacifizma, to ni tako zanemarljiva plat te zgodbe. V romanu izpostavite kar nekaj dušnih pastirjev, ki so pustili pečat oziroma se najdejo v zgodovinskih verih. Ja, torej, izpostavil sem hajdinskega župnika Skuhalo, ne, ki je bil zaprt pod vsemi režimi, ki so šli mimo. Pod enim je najprej izgnan, potem pod drugim je zaprt. No, tako so mnogi štajerski duhovniki, ne, šli skozi to kalvarja nacizma in komunizma. On je bil tudi pesnik in domoljub in miroljuben človek, tako da sem malo njega vpletel v to zgodbo o pacifizmu. Potem sem se pa še tudi videl, da je takrat, ko se moj junak recimo pripravljal pa za odhod na frontu, bil kaplan v Lorenčno-Dravskem polju Štefan Kušar, zdaj nekaj župnik iz Črešnic, kasneje sem tudi še njega malo omenil noter. No, na koncu romana pa se tako iz nič na vratih enega bogoslovja pojavi Jožef Smej. To pa je iz zanesljivih virov, torej, da je bil leta 1944 spomladi bogoslovec v Sombotelskem bogoslovju, da je bil na stopnji subdiakona in da je bil v bogoslovju vršil službo infermarij, se pravi bolničarja, ne, da je on potem hodil okrog. Tada sem jih potem malo vključil, da se prikažejo, tako malo se nagnejo noter v roman ti duhovniki, ne. Drugače sem še pa seveda potem kakšne druge zgodovinske like še obdelal, tudi vojskovodje in tak, ne. Za vaše romane je značilno izjemno raziskovalno delo. Ni malo zgodovinarjev, oziroma sem že koga slišala, ki je rekel, da bi bili kar vsi po vrsti lahko študentom za sekundarni zgodovinski vir. Koliko časa, zdaj za ta drugi roman verjamem, da je bilo že kar veliko materijala, ampak kako poteka ta raziskovalni del? Ja, torej, primarni material so zgodbe ljudi, ne, ki si jih zapomniš, ki te navdahnejo. Junaštvo, v bistvu, če tudi si v napačeni formi, si vendar junak, ker si preživel, ker si poskušal preživeti, pa ker nisi htel škoditi drugim, ne, to je junaštvo. Torej, potem pa seveda samo dogajanje. Zdaj, jaz seveda sem si potem literarni lik izmislil, ne, čeprav sem izhajal iz resnične zgodbe, sem si pa literarni lik izmislil, tako si potem bolj svoboden. In potem sem na tega Ludvika, ne, Voduška, potem še druge zgodbe pripel od kakšnih z drugih virov slišal, ne samo od Ivana Čeretnika. No in tudi od moje mame, recimo, mama en prizor, ko skoči v jezero, da bi rešil malega otroka, ne, tam v Donbasu se to zgodi. To pravzaprav je bila moja mama, ko je bila stajeno leto, se je otapljala in en nemški vojak je bil tam blizu, skočil noter v vodo in je ven potegnil, ne. In nemški vojak potem kriv, da sem še jaz na svet prišel. No, tako. Ampak, torej, ja, drugo pa potem raziskovanje. Zdaj je tako, da imamo nekaj teh spominov, tudi na internetu jih najdeš od tehle vojakov. Jaz sem prebral tudi ono vojak Klemen, kak je že naslov tega iz Kamnice, enega vojaka. Ena fajna knjiga, ki opisuje to včasih malo na komični način celo, ne. Vojske se potem vedno znamo spominjati tudi komično, ne, s kakimi temi prigodami, ki niso dramatične. No in in potem pa viri, ki jih najdeš na spletu. Zdaj na spletu je pa tako, da je kar precej virov z druge svetovne vojne, ne. Imaš nemške vire, imaš recimo spletna enciklopedija Wehrmachta, ne, kjer imaš čisto popisane vse nemške enote, njihovo gibanje, zemljevide, kje so se premikale in tak. Potem sem našel recimo bitka pri Lugansko, za osvoboditev Luganska. To je bilo februarja 1943. Sem našel potem opis bitke, kjer se 8. konjeniški korpus sovjetske armade spopade z 304. divizijo nemške vojske. In opis bitke celo do koliko orožja je imel korpus na razpolago, ko je šel napadati Nemce in koliko tankov so Nemci imeli, ne.
in da preboj ni uspel in kako je potekala bitka. To sem potem uporabil, kaj češ, to je muzej v Lugansko na spletni strani, ne, daš v Google Translate, danes je vedno boljši, ne, malo si pa tudi sem pomagal, če nisem kaj razumel z našimi begunkami, ki so rusko govoreče, torej, in imaš primarni vir praktično, ne, ker še imaš celo načrte iz bitke iz tistih časov sovjetske gor na spletu. Tak. Ali pa ameriško bombardiranje Budimpešte v začetku aprila 1944, imaš na spletu prav poročilo leta, kako so leteli, v kateri uri so zleteli, kako so šli nad Tuzlo, pa potem nad Beograd, pa nad Temišvar, pa potem so se spuščali ob Donavi proti Budimpešti, ti ameriški bombniki, ko so prvi bombardirali Budimpešto. In noter je potem vse opisano in zakaj ne bi tega uporabil, ne? Ki je skoraj do minute natančno en vir, ki ti pove en dogodek. In svojega junaka potem nekje tam notri postaviš isto dogajanje. Tako da en strogo resnično in dokumentiran dogodek skombiniraš z literarno domišljijo, ne? In potem nastanejo taki človeški opisi, recimo tega ruskega generala, ki ga spoznamo kot enega zapuščenega otroka, kaj nas žene tisto najgloblje notranje, ne glede ali smo zadnji vojak ali največji general, nekdo najbolj vpliven, skratka, globlji motivi, ki včasih odločajo o usodi človeštva. Zdaj, roman je sicer vojni, pa dosti je vojaških elementov, ampak seveda vedno je v ospredju človek. In tudi general, ali pa to je maršal, nekaj se je bil maršal Sovjetske zvezde, Rodion Malinovski. On je bil kasneje obrambni minister Sovjetske zvezde v času najhujše hladne vojne v 60-ih. Ko je bil Kubanski zaliv, pa kubanska raketna kriza, on bil takrat obrambni minister Sovjetske zveze, ne? Tik pred tem, da se štarte tretja svetovna vojna. Potem on je bil osvoboditelj Budimpešte, pa potem Bratislave, pa tudi do Dunaja prišel, ne, Dunaj z svojimi 50 divizijami. In osvoboditelj vzhodne in južne Ukrajine, ne, je vodil pač fronto. Fronta, to se pravi, da več armad združenih, v katerih je združen več divizij, 50 divizij, recimo pol milijona ljudi, ki je 400 do 500 tisoč ljudi, ne, je imel pod sabo. Ampak bil je človek, ko smo v njegovi biografiji videl, bil pa je človek, ki ga je mama na svoj poročni dan vrgla iz hiše. Bil je nezakonski deček, v Odesi se je rodil in potem je mama šla z nekim moškim, pač se je poročila in tiste dva potem na dan poroke sta ga fliknila čez na cesto in tam so na neki kmečki sorodniki iz podeželja pobrali in so ga odpeljali in več ni videl mame. In je odraščal pri eni teti v Mariupolu in tak naprej, je njegova zgodba zelo zanimiva. No in potem si mislim, no in zdaj ta maršal gre osvobajati rodno Odeso, ne. In potem so seveda ta motiv dečka, ki ga je ne mesto, ampak mama v tem mestu, mati, izpljunila, ne, iz mesta, zdaj gre in kaj hoče osvoboditi, na katera vrata hoče stopiti kot zmagovalec, ki bo pregnal fašista iz Odese. Na tista vrata, kjer ga je mama na dan poroke vrgla na ulico, ne. In potem tam to pa je literarni motiv, ne, to zdaj ne vem, kako on to razmišlja, ampak se potem živiš enega maršala in nekje mu to, recimo ta duhovni, čustveni, duhovni, celo vzgib, ne, se on razmišlja, ne, o sebi, tako zelo močno reče, če ne bi bil ateist, bi jaz mislil za sebe, da sem izbran, kakor David v Bibliji, ne, ali kakor Jozue, ne. Tako, no, tako so potem seveda te zgodbe, ki ponujajo veliko iztočnic, ampak pravim, je pa res, da pa zdaj ogromno podatkov na spletu, ne, če nisi, in ker sem tudi spreten v spletu, vse sem z njim že nekako odraščal, mislim, skozi študentsko leta veš čas, ne, potem je to tudi lažje se premikati. Skozi knjigo je tudi zanimivo gledati to zgodovinsko ptičjo perspektivo in to ironijo, ki jo zdaj lahko opazujemo z oddaljenosti. Kako malo v bistvu manjkalo, da ne bi nek nepomemben takist, recimo, ubil Hitlerja, ki se je takrat znašel zelo blizu vaše zgodbe. Ja, to sem tudi vključil, ker je res zanimiv dogodek, ne, ker se potem tudi moja divizija, jaz sem potem vzel 34. pehotno divizijo in potem moj junak se
premika 134. pehotno divizijo nemško, ne, skozi Ukrajino se omika nazaj proti zahodu, tako kot je bilo zgodovinsko to premikanje. Torej. In v enem trenutku, ne, ko so Sovjeti zelo močno prebili obrambo, takrat po bitki za Stalingrad, to je februarja 1943 in so se zagnali proti Dnepru. To tudi zdaj Rusi mislijo, da bodo v Donbasu, ko bodo enkrat prebili obrambo v Donbasu, bodo pot do Dnepra imeli odprto, to je nekje 200-300 km, ne, potem po ravnini se spustiš do Dnepra in priješ do sredine Ukrajine. Ne. In tudi takrat je Sovjetom to uspelo in so, ne da bi vedeli, prišli na 5 km od Hitlerja, ki pa bil v Zaporožju, kjer je bil štab teh južnega krila fronte. Hitler je bil tam. Hitler je vedel, da so Sovjeti blizu, oni pa niso vedeli, da je tako blizu. On pa je potem letališče še bolj na vzhodni strani mesta, tako da če bi Sovjeti vedeli, da tam bi s tistim pa malo več nafte ni mogli imeti v tankih, ne, bi lahko Hitlerja 20. februarja 1943 tudi ubili ali pa celo ujeli. Ne. To so take zgodbe, ne, take, ki potem jih lahko vključiš, tako da tudi malo ta zgodovinsko radovednost potešijo, ne, da vidiš, kaj vse se je dogajalo in kako. Ta zgodovinski, element zgodovinske radovednosti je pri tej knjigi ves čas na delu. Namreč, če človek ne ve, kako ste vi natančni in koliko podatkov zberete, je veliko takih drobcev, ko si rečeš, tale avtor ima pa fajn domišljijo. Recimo, ko beremo opise teh bitk konjeniških, to je na trenutke, kot da smo v srednjem veku in so nas napadli Turki. Ali pa ko menite, da so na fronti kamele, si rečeš, no ja, odkot pa zdaj to? Ja, ampak je vse to bilo, ne. Rusi, Sovjeti so torej, moraš reči Sovjeti, ker so potem ogromno narodov. Rusov je bilo nekaj, da so bili Ukrajinci, Kazaki, pa se tam Baškiri recimo nastopajo, to se turški narod, ki živi v Južnem Moralu, recimo, ne, konjeniški narod, jahalno ljudstvo. Torej, tudi mene presenetilo, koliko so Sovjeti rabili konjenico, ne. Do konca vojne so jo potrebovali, zlasti v ravninskem predelu, ker zaradi hitrega premikanja, zaradi premikanja tudi po težko prehodnem področju, ne, močvirnatem, ledenem in tak naprej, konji so vse posod šli in so oni ugotovili, da se konjenico še da vedno uporablja. In so tudi recimo, ko so zaprli decembra 1942, ko so zaprli obroč okrog Stalingrada, ko so 600 nemško armado zaprli v Stalingrad, je konjenica zaprla obroč prva. Konjenica, ne. Potem je prišla pehota pa tanki. In oni so potem, in v konjenici spadajo sablje, in oni so upravljali sablje. Za boj iz bližine, potem pač sablja, ne. In so vzbujali strah. Jaz vam povem, to pa je ena druga zgodba enega partizana, ki pa ni v knjigi. Tam pri nas je živel en, ki je bil partizan, ni htel imeti duhovnika, nikdar pri sebi, ampak na koncu ga žena ne prepričala, zdaj, ko boš pa skoraj vmrl, ker je imel iz hudega raka, pa naj pokličimo župnika. No in sem šel tja in potem me je prijel za roko in me 20 minut držal za roko in mi je razlagal, kako so ga na Sremski fronti, ko je bil partizan, torej na Sremski fronti, to je leta 1944, ne že, po osvoboditvi Beograda, kako je doživel napad kozakov, to so bili donski, pa zaporoški kozaki, ki so bili v okviru nemških enot, ki so prestopili k Nemcem. Ne. Kozaki so bili na obeh straneh kozaške enote, na sovjetski in na nemški. No in ti kozaki so potem napadali, rekel, najhuje je bilo to ne, in me držal za roko tak 20 minut. Ko so prišli iz megle s tistimi meči in s tistimi nekimi plašči, s konji skočili preko nas in rekel, to je groza, ne, to je pekel. In je to preživel, ne. Tako da ta zastrašujoči motiv konja je še vedno navzoč, celo na otvoritvi olimpijskih iger so ga uporabili. Posebej pretresljivo v tej knjigi je, ko se sprehajamo oziroma ko se z glavnimi junaki pomikamo po teh bojiščih, po teh imenih krajev, ki jih praktično vsak večer poslušamo pri večernih poročilih. 80 let pozneje je tam spet vojna, tam spet teče kri. Večkrat ste že omenili, vi imate begunce v hiši od začetka te
te grozne vojne v Ukrajini. Veliko navdihujočih oziroma motivov izhaja tudi iz teh pogovorov, ne? Ja, že to, da sem izbral Donbas, ne, kot prizorišče, se pravi Donbas in potem Dnepr, Zaporožje in to, ne, kot nekako prizorišče, ko bi lahko tudi jaz mojega junaka postavil gor v Leningrad ali pa kam drugam na frontu, sem pač vzel to, je pač bilo zato, ker so begunke od tam, ena prav iz srca Donbasa, ne. In da se nekako te njihove kraje vključil, da se tudi njihovi kraji potem v mojem romanu pojavljajo, to je gotovo vplivalo, ne. Potem sem pa tudi eno poglavje tako zaznamoval, da malo eno proti koncu, eno poglavje, ko se spopadajo Sovjeti na obali Dnepra, torej ko se spopadajo Sovjeti in ukrajinska ta kvizlinška milica, ta ukrajinska pomožna policija, ki je delala za Nemce, ne, in se ti pomožni policaji, ki so bili slabo oboroženi in tudi slabo izurjeni, so se potem vključili v prvo bojno linijo zoper sovjetsko armado, iz gole želje po maščevanju za holodomor, ne, za pobijanje z lakoto, no, in potem imamo tudi ta motiv človeka, ki reče, tu bom umrl danes, nekako tu Sovjetov ne bom mogli ustaviti, moram pa jih 5 ubiti, preden jaz umrem. Zakaj? Vprašam, zakaj 5? Zaradi moje sestrice. Zakaj zaradi tvoje sestrice? Je zato, ker je moja družina jo pojedla, ko je bila ta gladomor na vrhuncu. Ne? In to se je dogajalo. Ne? En otrok, to se pravi leta 32-33, ko je Stalin stisnil Ukrajino z to mučenjem z lakoto, ne? Torej, da so takrat, kakšen bolni otrok je bil najslabši, pa ki je že kazal, da bo skoraj umrl, so ga potem zadušili in so nas izpekli. Ne? To je bilo neverjetno. Torej, in kakšna groza je to bilo. Ne? In to so take stvari, ki se nagrmadijo med dvema narodoma, ki danes tudi razložijo to, bi rekel, to srditost na obeh straneh. Tudi iz ukrajinske strani je neka srditost, ki ni samo kozaška srditost, ne, to so stari kozaki tam dol bili, ampak je tudi neka zgodovinski spomin, neka strah pred Rusom in želja po maščevanju tudi in vse to, to je zelo zapleteno med tema dvema naroda. Pa sta oba slovanska, pa oba pravoslavna, ampak so tako globoko so se zapletla v neko sovraštvo. K temu vprašanju nasilja se mi zdi, da se zdaj vračamo iz knjige v knjigo, že iz časa prvih kristjanov, tega sadističnega mučeništva, mučiteljstva, nasilja. Glede na to, da se sprehajate iz prizorišča v prizorišče, ampak se pa hkrati ves čas soočate z istim najbolj nečloveškim človeškim obrazom. Kako gledate na to vprašanje, da mogoče je res, zdaj sem slišala, mislim, da je bil Žiga Turk, ki je rekel, da je v bistvu vojna naravno stanje človeštva, da je mir tisto, za kar si moramo ves čas prizadevati. Glede na to, da ste to zdaj res temeljito preiskali, da ste to oživili v teh svojih junakih, da se vedno znova vračate v res težke prizore, moram pohvaliti, da poveste vse in hkrati nič. Torej, jeza in nasilje sta pač evolucijsko gledano pač človeka naredila človeka, ne, da se je on obranil pred zvermi, ki so bile opremljene za ubijanje, predvsem temi planilci, da se je obranil, da si je v mrzlih pogojih našel bivališče. To je en veliki napor, ena veliki pripravljenost na spopad, zdaj, če te napade volk, se ne rečeš takrat, volk, pač se ne rečeš jeznega, sovražnega in si pripravljen na nasilno odgovor, ne. In to je, ta bojevniški duh je pač v človeku, to je del preživetja. Zdaj, ko smo seveda razvili poljedelstvo in gospodarstvo in tako, to več ni potrebno računati na jezo in nasilje, da sploh preživimo, ne. Pač smo se toliko razvili, ne. Ampak seveda, je pa to vedno v človeku in zdaj se prihaja ven v teh posebnih situacijah in vojna situacija je taka, ne. Situacija, ko
je nekdo najkrat pride v položaj, da ima pred sabo šibkejšega, ne? Da je on torej plenilec, drugi pa plen. In da se te vloge spostavijo, ne? In potem čutiš svojo moč in potem kaj boš za naredil. Nekateri začnejo to svojo moč izkoriščati, ne? In potem se počutijo še bolj plenilce in potem izkoriščajo plen in potem ga se začne na njimi življati in podobno. Torej, in tudi tu so bili slovenski fantje, kateri udeleženi zločinov zoper prebivalstvo, ne, frontah. Ne smemo zdaj idealizirati, zaradi tega, ker so to napisal bolj o pacifistih, ampak tudi so kakšni slovenski fantje delali zločine nad civilnim prebivalstvom. Ne. Zlasti vzhodna fronta je imela, vse to se malo v romanu vidi, je imela izrazito močno, zaledno partizansko delovanje zoper Nemce. Zlasti zahodna Ukrajina in Belorusija, ko so tam močvirja, velike gozdove in se to dalo skrivati. In ta bitka s partizanstvom je Nemce izčrpavala, ampak partizanstvo pač po svojih načinov bitke si pomaga s civilnim prebivalstvom. Ne, to ni vojska, ki je v frontni črti in potem se bojuje. To je vojska, ki se skriva, ki udari, zbeži. In bistveno je, kako spostavi odnos s civilnim prebivalstvom, da je civilno prebivalstvo ščiti te partizane, ne, da jih ne izda, da jim da hrano in podobno. In ta bitka s partizani je dejansko bila skoraj da hujša kot bitka na fronti. Tudi ogromno žrtev. In največ civilnih žrtev je ta bitka Nemčcev s partizani povzročila. Ne. Samo v Belorusiji je bilo zažganih, torej genocidno zažganih preko 600 vasi. Se pravi, da pobijajo prebivalci, Nemci, da pobijajo prebivalstvo, ne, in se maščujejo nad. To je bilo preko 600 vasi. Recimo iste metode, krute metode, potem oni pri zasedbi Francije niso uporabljali Nemci, da bi se tako znašali nad civilnim prebivalstvom. Ne. Zakaj? Ker vmešal pa potem bil ta nacistični, rasistični element. Slovan kot podčlovek, nad njim se lahko. Ne. Medtem ko en Francoz se ni razumel v tej njihovi rasistični ideologiji kot podčlovek. Slovan pa. In potem tudi ta moj negativni junak prihaja iz teh krogov, ne, ki se bojujejo s tem ukrajinskim partizanstvom in je tudi sam zelo krut. Ne. Pozitivnega junaka potem imamo na koncu še negativnega, ki pa je zelo krut. V bistvu ne sodite v knjigi, ker to dejstvo, da v najhujših situacijah v bistvu ne vemo, kaj bi prišlo iz nas. Pride najboljše, pride najslabše, pridejo Ludviki in pridejo Florjani. Zato je pa potrebno to, kar je moj junak naredil, odločitev naprej. Ne bom. Da se torej že vnaprej moralno odločiš, kako boš v najhujši situaciji. Najhujša situacija je, ko bom moral streljati človeka. Bom streljal? Ne bom. Kaj boš naredil? Te bodo odkrili, boš dezerter. Ne bom streljal. To je ena takšna odločitev, ne, ki je pač sprejel vnaprej in ima dala potem moč. Odločitev, ki je potem še pred Bogom potrdil v svojem duhovnem življenju. Ne, in take vnaprej narejene moralne odločitve nam potem že pomagajo, da se potem v težki situaciji znajdemo. Seveda je pa vsaka taka odločitev vprašljiva. Ne? Recimo, eden, ki ni streljal v človeka, je lahko ogrožal svoje tovariše v rovu. Zdaj si zamislite, da nas napade Putinova Rusija, pa grejo tanki, še tam neko Kitajsko dobi zraven, pa vse to leze tu dol proti nam čez Madžarsko, ker hoče priti do Italije. In mi imamo slovenske fante, ki grejo braniti tam nekje v Slovenskih goricah, eno obrambno linijo spostavimo in potem dobimo novice, da slovenski fantje ne streljajo. Ne, in tam ni fajn. Moj junak je junak, ker ne strelja. Ampak če za enega našega vojaka zvemo, da ne strelja, pa se počutimo ogrožene. Se on mora streljati. On mora, tako se reče vojski, neutralizirati neprijateljsko živo silo. Ne? Torej, to so ta vprašanja, ki so potem z moralnega stališča zelo kočljiva. Ne? In tudi glavni junak se jih zaveda, ne? In potem se boji, da bo tudi od strani tovarišev označen kot, Nemci so imeli eno
kameraden Švajn so mu rekli, ne, torej, tovariš svinja, so imenovali enega takega, ki jih je v rovu izdal, da ni zaščito jih, ko se je bilo v spopadu, da je se skril, ko se je trebalo braniti in podobno. Ne. In on potem to poskuša nadoknaditi, to, da ne strelja, poskuša nadoknaditi s tem, da je pri ranjenih prvi zraven in postane nekaj vrste tak pomožna sanitetna oseba. Ne. Jaz upam, da boste knjigo prebrali, danes je priložnost, da jo vzamete s seboj, ampak ko te besede oživijo v avtorjevem besednjaku, v vaših besedah je pa vseeno nekaj posebnega. Ta prizor, ko sta Ludvik in Wolfgang poslana na stražu, je eden takih, ki zadane najgloblje moralno vprašanje pri Ludviku. Pa vas prosim, da mogoče kar preberete to. Tako je. Torej, ta prizor sem dal 10. marca 1943 na isti, to je bila pepelnica po katoliškem koledarju, na isti dan, ko je bil v mariborskih zaporih ubit Igor Završnik, ki se je sam ponudil v smrt na mesto naprej določenega Franca Žvana iz Pohorja, 20 let starega fanta, kot talec. Ne. In Igor Završnik je bil duhovnik iz Savinskega. In jaz sem potem nekako tako datumsko uskladil, da na isti dan v mojem romanu tudi se zgodi en taki prizor, ki malo prikliče to veliko svetniško, herojsko dejanje Igorja, torej Izidorja Završnika. Da vsaj ta vojna ne bi bila totalna, kot je zdaj moderno reči, je razmišljal. Oj, da bi bilo kaj takega, kar bi vojni ušlo. Recimo leva roka, ki ne bi vedela, kaj dela desna. Spomin, ki bi ostal na domačem dvorišču, medtem ko volja poskuša preživeti fronto. Celotna duša, ki ne bi čepela v ledenih in blatnih jarkih, v katere se je zagozdilo telo. Toda v Ludvikovo duško ni bilo prav ničesar več, česar se vojna ne bi dotaknila. Ljubezen, odreči se je moral. Na suho veno tončko, tiho rožo, ki jo je ljubkoval v svojih sanjah, niti pomisliti ni želel. Da je ne bi nadaljavo umazal, zdaj s preblaznim upom, zdaj s črnim obupom. Suha veja, to je na vas blizu Ptuja. Domovina, menda Tretji rajh. Po stoletju in pol narodnega prebujanja je pol slovenskega naroda pokrila fanatična nemška država. Slovenske fante iz Štajerske, Koroške in Gorenjske je oblekla v nemške uniforme, ter jih prisilila širiti nemški Lebensraum. Slovenskost jim je bila odvzeta. Če bodo ohranili človečnost, bo veliko. Glasba. Topolso grmenje je uničevalo sluh in posluh, kdaj po kakšni bližnji eksploziji Ludvik niti govoriti ni mogel. Kdo ve, kako bo, ko bo spet dobil v roke goslice, se bodo hotele oleči na njegovo ramo, bodo otožno zapele, bodo protestno tiho. Zaveza neubijanja. Verjel je, da ga bo z Božjo pomočjo izvzela iz vojne, a ker je bila vojna totalna, vse prežemajoča, se je tudi najbolj čisti namen poškodoval. Hans Auer mu je včeraj skoraj naravnost povedal, da je kriv za Degijevo smrt. Kriv, ker ni streljal v konjenika s Saško. Kriv, ker ni ubijal. Bog. Ta večer nad njegovo glavo plahota talar obešenega duhovnika, bradatega in z dolgimi lasmi. Občutek, da v zraku nad njim lebdi mrtvi Kristus je živ. Na vsaki strani samožrtvovanega lebdijo po 4 sveti spremljevalci, dobri razbojniki. Glej, nekaj korakov od povzdignjenih mrtvecev, kot na vseh slikah križevih potov, ljubljena žena in drugi žalujoči, tihi, trdno verujoči, tokrat z dobrimi lučkami v rokah. Nadzirata jih čeladarja, oborožena stražarja v zelenih plaščih Wehrmachta. Slika 12. postave križevega pota je tako dopolnjena. Ubiti in žalujoči na strani Boga, Wolfgang Rettenberger in Ludwig Vodušek na strani proti Božje sile. Mysterium iniquitatis sta postala, oba enako. Maske so snete na pepelnico 1943. Hvala lepa. To ubijanje, vojni romani, tako kot ste rekli, to je normalno.
Ne? Vsaka stran brani svoje interese, posluša svoje generale, sledi ukazom in ubijanje je nekaj običajnega. Ampak zanimivo, kako se dotaknete iz vsega tega, kar razmišlja že Ludwig, ampak tudi sicer proti koncu, ko ste omenili ta motiv ameriškega bombnika in tega fanta, ki gre prvič s tem letalom in se zaveda, da bo ubijal, hkrati je pa sin človeka, ki je izvrševal smrtne kazni. Ja, v Arkansasu. Tako, ta motiv, kaj pomeni za človeka, ko enkrat vzame življenje? Ja, tisti, ki so to doživeli, pravi, da si potem drugačen človek, ne? Da potem tvoje življenje več ni isto, no? Ko so morali koga ubiti. Ne? In potem so se nekateri tega trenutka zelo bali, ne? Tudi zaradi vzgoja ali pa kako. No, v tem primeru imamo ameriškega bombardjera, ne? To je bil tisti, ki je v trupu Liberator, B-24 Liberator, bojni avion, 4-motorec, bil spodaj, no, in potem je imel zraven tisto merilno napravo in je potem določil tarče. On je takrat, ko je bombardiral, ko je spuščal bombe, je on komandiral avion, ne, višino, let in to, je on prevzel avion dejansko, ne, da so potem med bombardiranjem so pač morali enakomerno leteti na določeni višini in takrat so bili tudi bolj ranljivi, ne, ker so bili predvidljivi njihov let. In on je vedel, da bo spustil bombe, ne, in da bo zdaj prvi spustil prave bombe, ker zdaj je samo na vadbiščih spuščal. In potem se je seveda spominjal svojega očeta, ne, in se mu je zdelo njegov oče in drama njegovega očeta, ki pa je izvrševal smrtno kazen v Arkansasu z električnim stolom. Tu, ne, ker oče se je potem zapil, ker je pač to službo imel, da je ubijal ljudi, to je zapovedeno države. Tisti oče, pa njegova verska kriza tistega očeta mu je nekako prisotna, medtem ko on čaka, kdaj bo spustil in potem, ko že misli spustiti bombe, pa zagleda, da je spodaj vlak z rdečim križom gor. Ne. In da bodo bombe šle na železniško postajo sicer, na katero so morali zbombardirati, ampak je tam vlak z rdečim križom gor, torej ranjenci so noter, kaj bo zdaj naredil. Ne. In so potem to strahotne dileme. Ja. S katerimi je treba živeti, če človek vojno preživi. Ja. Priložnost za kakšno vprašanje, Pater Cvestnik pa z veseljem odgovoril. Sicer imam... izvolite, Pater Kovač. Ja. Sva sobrata, tudi v javnosti kar tika Rankova, ne. Kaj moram reči, ne? Da sem zelo vesel tega romana, ker pokriva tisto tudi v slovenskem leposlovju ali pripovedništvu, pokriva tisto liso zgodovinsko, ki je res ni obdelana. No, v tolažbo mi prihaja, da sem prejšnji mesec bral v literarni prilogi Le Monda, ker so veseli, da je končno začela literatura izhajati o alzaških fantih, ki so bili tudi prisilno mobilizirani na fronto. Ne. Moramo reči, da tisti, ki so jim storili to krivico, da so bili tudi Francozi, zgodovinopisje, nekoliko sramežljivi, tudi literatura. In tu smo si nekako podobni. Ne. No, torej, prejno nadaljujem, samo še prvo vprašanje, katero literarno delo sem morda imel pred sabo avtorja, ki te je nekoliko navdihnil, spodbudo, da vedno o teh stvarih mogoče govoriti. Ampak poprej bi pa še omenil, da smo vsi doživeli nekaj takega. Bil sem na simpoziju v Framburgu in tam je bil profesor Biblije Dreisler. Mi je rekel, nisem bil v Sveti deželi, ker sem bil v Wehrmachtu. Potem sem se mu predstavil, da sem Slovenec in sem se začudil, da to nek Nemec severa ve, da Slovenci obstajajo. In mi je rekel, ko sem bil v Wehrmachtu, sem bil pač duhovnik in se spomnim slovenskih fantov, kako so bili fejst čudoviti, pravi, kako so bili pobožni, je rekel, in dodal, in kako so spoštovali duhovnika. To se je zdelo lepo pričevanje, ne? No, ampak seveda imam pa zdaj eno
zelo končljivo vprašanje. Mi smo večkrat slišali o teh naših dedih, govorim prispodobi, ki so prišli iz shoda. Ampak navadno so njihovi otroci povedali, naša oča ali ata, o tem ni hotel govoriti. Se pravi, ni bila samo politična situacija tista, ampak tista psihološko doživljanje, egzistencialno doživljanje trpljenja je tolikšno, da niso mogli to povedati. A si morda, če sem vprašal, srečal kdaj takšnega človeka, da ni mogel izustiti tisto, kar je doživel. Ja, to sem jaz tudi velikokrat slišal. Bolj od otrok teh mobilizirancev. In se zdi, da je potem malo zafunkcioniralo tole z vnuki, da so lažje vnukom kaj povedali kot svojim lastnim, potem, ko so se že postarali, pa tako, ko so že... Zakaj tudi niso hoteli povedati? Malo, da ne bi tudi ogrožali svojih bližnjih, pa da ne bi teh strahotnih svojih trpljenj na njih prenašali. Ker so itak imeli, recimo ta gospod Železnik, ki je preživel Monte Cassino, da bi bil junaški gospod. Potem je bil pri partizanih, 14. diviziji, pa tak je končal vojno. Potem je bil kmet doma tam na Frankolovem. To njegov sin, Jože, pove, reče, naš ata, če so dverce počeli, ali pa veter šel skozi hišo, pa je nekaj počelo, on je v sekundi skozi okno. Kar skočil ven. Oni so toliko tega imeli v sebi, to se pravi, to je fiziološko je travma se vlegla v njih, so imeli fiziološko travmo, ne samo psihično. Da so imeli take reakcije še dolgo po vojni lahko. In seveda, zdaj v to svojo trpljenje nisi hotel preveč drugih namočiti, ker noče življenje moriti naprej. Drugo pa seveda tudi ta politični strah, to je tudi to vplivalo, da niso tako povedali. Čeprav so pa, še za spomnjenega drugega gospoda, tudi na smrtni posli sem ga parkrat obiskal, preden je umrl, tam gor iz Lipe nad Frankolovim. On je v svoji sobici, na smrtni posli praktično, imel samo eno sliko na nočni omarici. Sebe v nemški uniformi. Bil star nekaj 18-19 let. In ker takrat je doživel tisti strahotno dramo življenja v nekem koncentratu, in tisto je potem ostalo. To sem preživel, to me je zaznamovalo, to sem jaz. Tako, ja. Kaj pa literarni model? Literarni model pa, zdaj tu nisem, seveda se imaš velika literarna dela o vojni. Mene so bolj, jaz sem eno obdobje Soške fronte. In sem takrat prebral več knjig o Soške fronti in sem hodil tudi tja v Posočje si tiste lokacije ogledovati, tako čisto individualno. In me tisto me nekako navdihnilo, da bi ena taka zgodba nekoč tudi bila v romanu, tako trpljenje s fronte, da bi jaz to nekje v roman dal. Tako, tole je. Sem pa malo tudi upošteval to, da se dostikrat duhovno in versko stanje vojakov preskoči. Mi imamo, religija je tabuizirana ali pa postavljena na stran kot nepomemben faktor. Eden najbolj znanih ali pa najbolj v nebo kričočih žanrov v umetnosti, ki to dela, je western. Western ti prikazuje belega kavbojca, ki osvaja Zahod, preskoči pa resnična zgodovinska dejstva, kot da so to bili pobožni ljudje, te razne protestantske skupine, dostikrat nemškega porekla. Tisto pa kar tak nekje iz westernov tega ne moreš zvedeti. Ampak tu sem pa prebral članek ene nemške profesorice, ko je rekla, ko piše članek o Wehrmachtu in pravi, religioznost je bila veliko pomembnejši dejavnik, kot si mi predstavljamo. Torej, molitev na fronti, zaupanje v Boga, da prideš domov, za obljube pred Bogom in podobno. Torej, da sem potem namenoma tudi z tega vidika pisal malo roman, da se potem tudi to duhovno ozadje teh ljudi vidi. Med njim je tudi opisana Sveta Maša, recimo na bojišču, na fronti, kako je izgledala ena Sveta Maša. Ja. Jaz bi se kar na to navezal, kar se pravkar povedal. Jaz sem pričan, da je razlog zato tudi, ker se 50 let o tem ni smelo govoriti.
Mi kot vojaki nismo smeli govoriti, ne hoditi v cerkve, ne sprejemati verskega diska, nič. To je bil tabu tema. In seveda 50 let to ostane. In zato se v teh zgodovinskih okoliščinah nismo ne govoriti. Ampak zanimiva okoliščina, ki je, in moram bi še kakšno besedo, ko poveš, srečanje z menoniti. Namreč, ker tudi to področje sega malo, ne? Namreč, to je tudi verjetno zgodovinsko ozadje, ni samo del zgodbe. Tako. To so, zdaj, ti menoniti, ne? To so neke vrste evropski amiši. Ampak priznajo pa tehniko, elektriko in take stvari. Strogi pacifisti. Oni seveda v tem protestantsko-katoliškem, to so anabaptisti, prekrščevalci, ne? Oni v tem protestantsko-katoliškem spopadu za Evropo niso hoteli sodelovati, so bili malo na stranskem tiru in preganjali od vseh strani. Zato so tudi mnogi od teh protestantskih anabaptističnih skupin šli v Ameriko, ne? Nekaj pa jih je šlo v Rusijo. Za časa Katarine Velike, ona je bila nemškega porekla, jih je ona povabila, ker se je ravno ta pas, ko je Černozem, takrat osvobodil turškega jarma. In je videla, da tu se mora razviti kmetijstvo. In je povabila nemške kmete, naj pridejo v Južno Rusijo in v današnjo, torej v Ukrajino, ne? Da bodo obdelovali zemljo. In potem so te menonitske skupnosti se odločile, da grejo množično v nekaterih primerih. Ampak so od carske oblasti zahtevali samo en pogoj, poleg ostalega davke vplačevali, dobri državljani bomo in vse to, pogoj pa bil, da nas ne kličete vojsko, ker mi smo pacifisti. Pravzaprav sam pacifizem kot pojem, kot duhovna in moralna odločitev prihaja iz teh skupin, iz teh protestantskih skupin. Te so prve začele gojiti pacifizem in tudi pojem pacifizem uporabljati v zgodovini, ne? Torej, to pojem je v izhodišču je verski pojem, to pacifizem. In zanimivo, kako menoniti pacifizem utemeljujejo na Bogu očetu, ki je stvarnik vseh ljudi in vesoljnem bratstvu vsega človeštva. Ker smo vsi bratje in sestre, ne smemo do drugega streljati, pod nobenim pogojem, ne, tako. No in jaz sem potem, ko sem videl, da naletel na te menonite, to sem pa spet naletel preko naših begunk. Ko sem naletel, da so v Ukrajini nekatera imena nemškega porekla, še danes, ali pa anglosaškega, New York, New Hope. Odkot to? No in to so te, iz teh zaselkov, iz teh kolonij, so rekli menoniti, ki so se tja preselili po letu 1800 približno, največ, pa do 1900. In menoniti imajo izjemno dobro internetne strani dokumentirane za vsako vas, celo vaški načrti hiš, priimki vasi menonitskih skupnosti v Ukrajini in Rusiji. Teda sem se jaz potem, ko sem noter prišel v sistem, pa sem se to naučil brskati po njihovih stvarih menonitskih, sem lahko točno rekonstruiral, ne, tudi te menonite in tudi tisti žalostni konvoj, ko menoniti, 400 menonitov, mislim, da 7. oktobra gre z te vasi v izgnanstvo, beži pred, oziroma izgnanstvo, begunstvo, beži pred napredujočo sovjetsko silo, ne. Sem lahko potem to uporabil. Pa tudi eno junakinjo, ne, to Anganeto Jansen, sem dejansko utemeljil v teh menonitskih zgodbah, ne, ta ženski lik, ki se v sredini romana pojavi. Pa da sem potem malo priklical ta pacifizem, ne. En posameznik katoliški fant, ko se odloči, da ne bo streljal, drugo pa je, ko potem to verski predpis za celo skupnost. In ki so se ga držali, tako kot se ga vse tudi jehovci držijo pri nas, ne. Jehovci so podobne usmeritve, recimo. No in ta menonitska zgodba me je prav nadušila, ker res nisem nič vedel, ne, ko sem to začel, ne. In potem sem rekel, to bo tudi za bralce zanimivo, da odkrije še eno poglavje teh malih verskih skupnosti nemškega porekla, ki so se poselile po Rusiji, ne, za času carske Rusije. Potem pa jih je revolucija začela že leta 1920 rečiti, pa še naknadno, na koncu pa dejansko so jih popolnoma zbrisali z drugo svetovno vojno, ker je potem pač Sovjetska zveza napredovala z idejo, da pa mora zbrisati vse, kar je nemškega, ne. Tudi te avtohtone Nemce. Ne, podobno, kot je potem bilo recimo v Sloveniji tudi obračunsko čevanje, ne, po isti logiki, zdaj neki trenutek obračuna z nemštvom kot takim, ne, in so potem te menonite izgnali.
torej sami so zbežali, ker so vedeli, da jih čaka Sibirija, če bi ostali tam. Na hitro še kakšno vprašanje? Sicer bom jaz zaokrožila nazaj. Začeli smo na začetku, smo poslušali Dmitrija Hvorostovskega, izjemnega ruskega umetnika. Danes to ni več tako samoumevno, vse je spolitizirano, tudi kultura, tudi umetnik in tako naprej. Vi ste enkrat dejali, da ta roman ni politični roman. Ja, zdaj, seveda ni, ne, pač, ker imaš dobre ljudi sem se potrudil, da so dobri ljudi na obeh straneh, ne, da jih spoznamo, da sočustvujemo z njimi. No, pri teh zgodbah, recimo o pacifizmu, ne, sem potem videl, da so tudi nemški vojaki, ki niso bili Slovani, se držali nekateri tega pravila in so streljali ljudi. V Kölnu je postavljen spomenik dezerterjem, se temu reče. Da so kakšni vojaki, ki so bili odkriti, da to delajo, šli pred strelski vod, Nemci. Ne samo za Slovence, tako da to širš. Zvedel sem za eno čudovito zgodbo, ena gospa mi je povedala, ja, naš starjata, ko je bil že zelo star, je rekel, zdaj skoraj umr, enega človeka bi rad videl v nebesih. Ja, koga bi rad videl starjata v nebesih? Koga? Svojega strica, mamo, atija, enega, enega Rusa, kjerega Rusa. Ja, tisti, ki je prišel enkrat na fronti pred mene, bil je v rovu in ni slišal komande za umik in je ostal sam v nekem rovu in ko se je malo ozrl, je že nad njim gor stal Rus z brzostrelko. On je bil tako, te se je nekako ali je prekrižal, ali kar začel moliti, skratka, začel je moliti, ker se je poslovil od življenja, pa tisti Rus ni ustrelil. Potem pa tisti Rus segel v žep, pa vrgel 2 stvari dol v rov. On je rekel, granati. Zdaj pa konec, granati. Pa niso počne, je pogledal, so 2 jabolki. Potem pa moj Rus je rekel, veš, pa pograbil jabolk in zbežal. In potem na Rus star je rekel, tega človeka bi rad videl še v nebesih. Ne, se pravi, ta človečnost, ki se razodeva v pekle, pri vseh ljudeh bila prisotna, ne glede na uniformo. Ne. In to človečnost, to je apolitično, to je nadpolitično. Seveda, je pa res, da je potem politika in propaganda prevzela to zgodovinopisje tudi, ne, in so potem oni krojili pogled na te zadeve. No. To je vedno tako. Zato pa obstaja potem literatura, obstaja pisateljstvo, ki pa je osvobojeno politike in ki z enega drugega zornega kota, z enim drugačnim pogumom tudi, ne, pristopa k takim temam in odpira pogled v taka življenja. Jaz bom zdaj to končala, ne bom vprašala, kakšni so načrti za naprej. Lahko verjamete, da ima pater Cesnik že polno načrtov, vendar potrebujemo čas, da prežvečimo ta krasen roman. Seboj vzemimo prav to, da iščemo dobro v vseh ljudeh na vseh straneh. Jaz se vam iskreno zahvaljujem za tako lep obisk nocoj. Sicer pa vas lepo vabim že naslednji ta četrtek, pravzaprav tudi popoldne ob istem času, ko bomo gostili izjemno pesnico in pravljičarko Bino Štampe-Žmavc in ilustratorja Petra Škerla in Kristino Krhin. Tako da, če imate kakšno otroško družbo, toplo vabljeni v četrtek. Za danes pa iskrena hvala, pater Cesnik, in vsem vam pa lep večer še naprej. Hvala, Saška. Vsi veš, kaj sem rekla v Frankolovem. Kot glavna ženska v hiši moram imeti toliko glasu, da me vsi slišijo. Kafka je nekje zapisal, da morajo knjige biti kot sekire, ki stopijo, oziroma zlomijo morje, zamrznjeno morje v nas. In ob tej knjigi sem že doživela, kako je odmrznjeno morje teklo iz oči hčera enega takih junakov. Malček ali pa fejst ga je topilo v naju s Saško, ko sva prebirali roman, ko sva se zgražali nad vsem groznim, kar je not napisano, in se spraševali, če je to res potrebno. Da smo ugotovili, da je res potrebno, glede na to, da se na istih območjih dogajajo toliko let kasneje iste stvari, da si pred tem ne gre zatiskati oči.
Hkrati pa to, kar ste se že v pogovoru dotaknili, ne, tudi jaz imam enega starega očeta, ki se ga spomnim, ko je kakšnega preveč spil, pa nagnil klobuk, pa začel pripovedovati. Tudi on je bil nemški mobiliziranec na ruski fronti, ampak vse, kar je meni ostalo teh pripovedovanj, so bile vesele, blesave zgodbe, kako so kakšno kokoški ukradli, kako so se kje rešili, kako so se med seboj, kakšne neumnosti počeli, teh krutih doživeti pa v resnici kar tako iz ust njegovih tudi mi nismo slišali. To je en tak poseben fenomen in zdaj pod posebnim strahospoštovanjem tudi jaz iščem dokumente in rekonstruiram poti, tudi po tvojih romanih, ki je on potoval. Tako da, Branko, res iskrene čestitke spet za ta roman. Hvala za naklonjenost celjski Mohorjevi družbi, pa seveda vsi smo v pričakovanju in vemo, da prihajata 2 trojki. Tretji vojni roman, pa nekoč kasneje še vrnitev v antiko. Ja. Naj ti duhovništvo dopušča, da razvijaš ta svoj talent, ker pred našimi očmi nastajajo pomembna dela slovenske književnosti, pa naj ti bo sreča naklonjena, da ob teh razmislekih najdeš še veliko jurčkov in lisičk.